Hvala za udeležbo. Kot veste, je v zadnjem času precej pogosta razprava o šolstvu in tudi domnevno obremenjenosti učencev. Zato so se na Zavodu za šolstvo odločili v zvezi s tem narediti raziskavo. In danes vam bojo sodelavci Zavoda rezultate raziskave predstavili. Uvod bo naredil minister dr. Jernej Pikalo, pa direktor Zavoda dr. Vinko Logaj, njegova sodelavca, dr. Tanja Rupnik-Vec, pa dr. Branka Slivar, bosta prav predstavila rezultat raziskave. Spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa za današnjo udeležbo na tej tiskovni konferenci. Mi smo, tako kot vsi zelo dobro veste, v procesu pisanja nove bele knjige kot ključnega strateškega dokumenta. Pri tem je seveda pomembno, da imamo različne inpute, da imamo različne podatke, ki nam bodo služili pri načrtovanju politike. Namreč, če kaj, potem želimo, da je načrtovanje prihodnjih politik narejeno na raziskavah, da so te raziskave znanstveno, metodološko in sicer ustrezno podprte. In zaradi tega posebej pozdravljam, da lahko danes imamo tiskovno konferenco na temo obremenjenosti, stresa, stresorjev in tako naprej, kar se tiče naših otrok. To nam bo pomembna informacija pri načrtovanju prihodnjih izobraževalnih politik in tako bomo počeli tudi pri drugih vsebinskih načrtovanjih. Namreč želimo, da dobimo dobre znanstvene strokovne osnove in na teh osnovah potem seveda tudi oblikujemo našo izobraževalno politiko. Tako da res hvala vsem za to, da ste danes prišli sem. Jaz mislim, da bi bilo popolnoma neprimerno, toliko metodološkega znanja vedno imam, da bi jaz iz mojega mesta komentiral rezultate te raziskave. Vsaka družboslovna ali humanistična raziskava, pa naj bo kvalitativna ali kvantitativna, je vedno metodološko zahtevna, teoretično kompleksna in zaradi tega je seveda treba tudi rezultate, in to je tudi nek apel vam, novinarjem, da poskušate te rezultate pravzaprav v njihovi kompleksnosti zajeti. Z raziskovalcema upam, da boste tudi kasneje opravili kak pogovor, da ne bo samo en ali dva stavka, ampak da bo slovenska javnost lahko seveda obveščena o kompleksnosti tega vprašanja, kajti, tako kot sem rekel, vprašanje stresa, stresorjev, obremenjenosti in odziva na to obremenjenost je kompleksno in to kaže tudi ta raziskava. Sedaj bom pa prosil direktorja Zavoda za šolstvo, če nam mogoče lahko par stvari glede same raziskave. Pa samo moment počakajte, da imamo tonsko mail. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, Zavod za šolstvo kot osrednja nacionalna inštitucija za razvoj na področju vzgoje in izobraževanja je že v zadnjih 3 letih številne aktivnosti usmerjal v razvoj novih pristopov na področju učenja in poučevanja. Sodobna pedagoška paradigma vse bolj v ospredje postavlja učenca. Če smo nekdaj trdili, da je pomembna povratna informacija, ki jo da učitelj učencu, je v sodobnih trendih zelo pomembno tudi, kakšno povratno informacijo dobi učitelj od učenca. In zato smo začeli razvijati tudi tako imenovani formativni pristop z vključujočo šolo, tako smo jih poimenovali razvojne aktivnosti. In v preteklih 3 letih so v te aktivnosti bile vključene številne slovenske šole, od 450 osnovnih šol, kar 296 šol
ki so se odzvale k tem aktivnostim. 1500 učiteljev, 94 ločenih usposabljanj za učitelje in posredno ugotavljamo, da je bilo v ta pristop vključenih približno 36.000 učencev osnovnih šol. Da bi povečali kakovost v šolskem prostoru, je temu namenjena tudi raziskava, ki jo danes predstavljamo. Raziskava je bila zasnovana v dogovoru in sodelovanjem z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ravno z namenom, da participira tudi v nadaljne razmisleke pri razvoju šolskega področja. Gre za prvo fazo teh raziskav, naslednja je namenjena kurikularnim dokumentom, zato imamo pripravljen akcijski načrt za evalvacijo učnih načrtov za vse predmete, tako empirično kot racionalno, in menimo, da bi s temi raziskavami potem in s podatki lahko še podkrepili nadaljnji razvoj izboljšanja področja vzgoje in izobraževanja, zlasti pa učenja in poučevanja. Hvala lepa. Kolega, dr. Tanja Vec-Rupnik in dr. Branko Slivar pa sta avtorja in bosta raziskavo predstavili. Boste vi štartali najprej? Boste vi najprej štartali? Tale kompjuter vi najprej štartali? Ja. Znaš moment. Torej, spoštovani, lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala tudi gospodu direktorju in gospodu ministru za najavo. Zdaj, naslov naše raziskave doživljanje in znaki stresa v osnovni šoli. Glede na to, da je strokovna literatura polna različnih definicij, opredelitev in odgovorov na vprašanje, kaj sploh je stres, morda za začetek dva stavka o tem, kako smo v tej raziskavi razumeli ta koncept. Kot sklop odzivov posameznika na obremenjujoče dogodke in situacije, ki se mu zgodijo tekom njegovega življenja. Res je, da obstajajo univerzalni stresorji, kot je močna izguba, dolgotrajna bolezen, življenje v pogojih nasilja in podobne močno stresne situacije. Druga skupina stresorjev so pa drobni dogodki, ki lahko, če smo jim izpostavljeni dolgotrajno, prav tako povzročajo neugodna stanja organizma. Torej, stres je nekaj, kar ni izven posameznika, pač pa je določen za percepcijo, z razumevanjem te situacije. In to je morda ključen poudarek te naše raziskave. Zdaj, kaj vse smo proučevali? Na eni strani smo si postavili vprašanje, kako močno so šestošolci in osmošolci v Sloveniji, kako močno doživljajo stres. Drugo vprašanje, ki smo si ga postavili, je, kako ocenjujejo pogostost izpostavljenosti stresorjem. Torej, na eni strani smo rekli, da imamo stresorje, dogodke, ki potencialno posamezniku predstavljajo problem, breme, ga obremenjujejo. Na drugi strani imamo doživljanje stresa in kot izhod znake stresa. V ta namen smo pripravili več lestvic, s katerimi smo skušali ujeti količino teh parametrov pri posamezniku. Zanimale so nas tudi nekatere povezave med spremenljivkami in seveda morda najbolj zanimivo vprašanje, kako se otroci, ki na lestvici doživljanja stresa doživljajo močnejši stres, razlikujejo od tistih, ki ne reagirajo tako močno s stresom. Še enkrat ta raziskovalni model, torej na eni strani dogodki,
na drugi strani doživljanje in znaki stresa. Zajeli smo pa vprašalnik tudi nekaj spremenljivk, za katere v literaturi velja, da vplivajo na stres, kot recimo pričakovanja staršev glede končne izobrazbe učencev, pa pojmovanja otrok o inteligentnosti, torej kako zdaj, a sem pameten ali nisem, oziroma je pamet nekaj, kar lahko spreminjam, oziroma kar mi je dano in na to nimam vpliva. Torej, te spremenljivke dramatično vplivajo tudi na doživljanje stresa. V vzorec smo zajeli 8316 osnovnošolcev iz 269 osnovnih šol. Regijsko so šole pokrite, morda ob tej priložnosti hvala vsem, ki so se odzvali. Nekaj več šestošolcev od osmošolcev in nekaj več deklet od fantov. Zdaj pa gremo kar na rezultate v zvezi z doživljanjem stresa. Torej, tale graf nam kaže, kako se razporejajo rezultati učencev okrog aritmetične sredine. Torej, na lestvici doživljanja stresa načeloma so lahko učenci zbrali od 15 do 75 točk in sredino, zmeren stres, je pravzaprav označuje tale rdeča črta na grafu in bi pomenil, da doživljajo otroci srednjo obremenjenost z vsem, kar smo zajeli v naš vprašalnik. Rezultat njihov povprečni je nižji od tega, torej sporočajo nam, vse, kar je potencialno obremenjujoče, za nas ni tako veliko breme. Zdaj pa poglejmo še razlike med deklicami in dečki. Malček v prid dečkov, torej dečki nekoliko bolj obremenjeni, je pa večja razlika med učenci 6. in 8. razredov. Torej stres, tako kot kažejo tudi tuje raziskave, tudi naša, dejansko se povečuje tekom šolanja. Kar je razumljivo, glede na to, da so tudi da je vsebin več in da se že bližajo zaključnim preizkusom, torej NPZ-ju. Če pogledamo v globino te lestvice doživljanja stresa, lahko opazimo, da oziroma je sestavljena iz 4 podlestvic in sicer na vseh teh 4 podlestvicah pouk in delo za šolo, dejavnosti izven pouka, pričakovanja staršev pa odnosi v šoli. Z gotovostjo lahko trdimo, da so odnosi v šoli ok, otroci sporočajo, to ni vir stresa za nas, enako velja za pričakovanja staršev glede ocen in za dejavnosti izven šole. Nekoliko nadpovprečno pa odgovarjajo na podlestvici pouk in delo za šolo, tisto pa je vir določene količine stresa. In če pogledamo spet med dečki in deklicami, ni razlike, so pa razlike glede na starost na vseh posameznih podlestvicah. Še zadnji graf na to temo. Če izločimo iz vseh teh številnih lestvic, ki smo jih uvrstili v lestvico doživljanja stresa, zgolj tiste kjer otroci izražajo najvišji stres, lahko vidite spodnja lestvica, to je ocenjevanje. 64% otrok odgovarja, ocenjevanje me močno ali zelo močno obremenjuje. Podobno velja za veliko število predmetov na dan. Pri vseh ostalih postavkah pa te obremenitve niso tako izrazite. Drugo vprašanje, ki smo ga zastavili otrokom, je pa ocena izpostavljenosti stresorjem. Gre za vprašanje, kako pogosto si izpostavljen nekim doživiš, v šoli doživljaš neke neugodne okoliščine, vezane na pouk in druge situacije. In tudi tukaj nam sporočajo, da redko doživljajo neugodne karakteristike pouka. Prav tako bi izpostavila, da ni razlike med dečki in deklicami, je pa razlika med 6. in 8. razredom. Torej, vse te analize, od teh površinskih do tistih globinskih, oziroma ko gledamo mikro stvari znotraj vprašalnikov,
nam izkazujejo, da stres iz 6. do 8. razreda naraste. Torej, tudi ta lestvica pogostosti izpostavljenosti stresorjem je bila sestavljena iz 4 podlestvic. Eno so bile postavke, ki so se nanašale na značilnosti pouka, tukaj so bile takšne reči kot pouk je dolgočasen, vsebin je preveč, snovi ne razumem, učna snov je zame prezahtevna. Vrednosti so pod pričakovano na vseh 4 lestvicah in kot rečeno prej, otroci na nižjih razredih, torej v 6. razredu, doživljajo, da so redkeje izpostavljeni neugodnim okoliščinam pouka kot učenci 8. razredov. Zdaj, morda ne povem še to, da pravzaprav prav ta lestvica izpostavljenosti stresorjem kaže, da imamo pravzaprav dobro šolo. Zato, ker ti rezultati, ti odnosi s sošolci, odnosi z učitelji, način učenja, ti rezultati nam pravzaprav kažejo, da neugodnih situacij, da učenci presojajo, da neugodnih situacij v šoli pravzaprav zanje ni oziroma so v manjši meri. Zdaj pa predajam še Hvala. Torej, v drugi polovici raziskave smo se seveda ukvarjali, kakšne pa so posledice tega delovanja stresorjev, katerih je kolegica Lukničeva omenjala. In smo podobno kot pri prejšnjih 2 področjih tudi tu prišli do podobne zakonitosti, namreč na vprašanje o tem, kako pogosto se mi pojavljajo določeni znaki stresa. Vidite, da je povprečni rezultat, to je rdečo piko, nižji od te pričakovane vrednosti. Se pravi, da zelo redko ali občasno učenci poročajo o pojavljanju različnih znakov stresa. Potem bolj podrobna analiza, se pravi razlike med spoloma in razlike med 6. in 8. razredom, pokaže pa to, da se pogostost pojavljanja znakov stresa povečuje z starostjo. Se pravi, v 8. razredu poročajo učenci, da se bolj pogosto pojavljajo ti znaki stresa, kar je tudi v skladu z mednarodnimi študijami. Potem smo seveda te znake stresa pogledali z vidika vsebinskega razdelitve. Eno so psihosomatski znaki, eno so pa znaki negativnega vedenja. Psihosomatski so kot primer nespečnost, utrujenost, živčnost in podobno. Negativno vedenje pa špricam, šolo, se ne učim in podobne vedenjske oblike, torej negativne vedenjske oblike, ki so lahko posledica delovanja stresa. Vidimo, da je ta drugi, torej ta graf, kaže na to, da se pri deklicah kažejo večja pojavnost psihosomatskih znakov, kar je ponovno v skladu z strokovno literaturo, in na drugi strani vidimo, da se ponovno povečuje torej pogostost pojavljanja znakov stresa z starostjo, se pravi v 8. razredu, bolj pogosto se srečujejo s temi znaki oziroma izkazujejo. No, tu je pa prikazano, kateri so najbolj, torej posamični znaki, ki so najbolj pogosti, to je utrujenost, sem napet in ne morem se osredotočiti na to, kar delam. Torej, ti v bistvu psihosomatski znaki so se prebili na prvo mesto pri teh učencih. No, seveda nas je potem zanimalo tudi, kako, oziroma kakšne so razlike med učenci, ki izražajo manjšo stopnjo ali pa manjšo ceno stresnosti in tistimi, ki so močno obremenjeni, močno pod stresom. Uporabili smo statistični kriterij, standardne deviacije in prišli do rezultata, da teh, ki so izražali, da so močno obremenjeni, močno pod stresom,
v šoli, da jih je 16%. Zmerno ali optimalno obremenjenih 66% in teh, ki so manj obremenjeni ali pa neobremenjeni 17%. Se pravi, to je tudi v skladu s tisto prvo sliko od kolegice, ki je povedala, da so pač naši rezultati kažejo, da učenci niso tako množično obremenjeni z znaki stresa. No, v nadaljevanju bom pokazal nekaj razlik oziroma značilnosti teh močno obremenjenih učencev. No, ena ugotovitev, ki nas ni v bistvu presenetila, je ta, da imajo da imajo niže ocene iz matematike, slovenščine in tujega jezika, torej iz preteklega šolskega leta. Torej manj kot neobremenjeni ali srednje obremenjeni. No, tu lahko vidite poprečne vrednosti, kar je tudi zelo zanimivo na drugi strani, kako je v bistvu so relativno visoke, poprečju 4, ocena 4 prav dobro se v celotni populaciji giblje ti rezultati. Potem smo gledali še povezavi, kako močno so obremenjeni učenci, da so torej, če so pogosteje izpostavljeni. Izpostavljeni so v bistveno pogosteje takovanim stresorjem pouka in sicer navajali so bolj konkretno preveč učenja, preveč učnih vsebin, učenje nesmiselnih vsebin in pa velikokrat ocenjen v kratkem času. Torej, podobno kot je v prejšnjem delu bilo pokazano. Potem so tudi bolj izpostavljeni v bistvu negativnim odnosom z učitelji, v smislu, da dojemajo, percepirajo učitelja, da ni pripravljen pomagati, da je učitelj nepravičen, ter tudi imajo več težav z odnosi z sošolci. Torej, te odnose vidijo kot taki, da nimajo prijateljev, da jih sošolci ne marajo, da jih ne spoštujejo. Poleg tega znakov stresa se pri njih še bolj izrazito pojavlja utrujenost, napetost, da se ne zmorejo koncentrirati na to, kar delajo, se ne morejo sprostiti in da jih tudi boli glava. So spet znaki, psihosomatski znaki, ki tudi potrjujejo druge študije, tudi NIJZ-ja in mednarodne študije, da pač bolj močno obremenjeni učenci, ki so bolj pod stresom, pač izraziteje so vezani na te psihosomatske znake. No, potem je še ena zadeva, ki je vezana na delo z učenci, to je, kako dojemajo, če se odvise njihov uspeh. Namreč vemo, da je zelo to pomemben element tudi pri pouku, ali učenec dojema svoj uspeh zato in ga ceni zato, ker je vezan na njegovo znanje, na njegov trud, na njegove učne navade in podobno. Imamo pa seveda tudi skupine učencev, ki pripisujejo svoj predvsem neuspeh, seveda, zunanjim dejavnikom. Kriv je učitelj, me ne mara, no tudi tu vidite, da ti učenci, ki so bolj pod stresom, navajajo ravno to všečnost učitelja, zato torej, sem prepričan, da je to dosežek tega odvisen oziroma neuspeh. No, potem ta primer pameti, torej pamet je prirojena, ne moremo spreminjati, nič ne morem narediti, tudi če se bolj poglobljeno učim in tako naprej. Skratka, gre za nek del nekih pogledov na to, kaj vpliva na učni dosežek, namreč to zato toliko bolj opozarjamo, ker na ta del pa seveda med drugim lahko tudi učitelj skozi svoj pouk, skozi način dela z učenci, če jih vključuje v načrtovanje dela, v pripravo, torej aktivno pouk, kot temu rečemo, pri formativnem spremljanju, na drug način jim lahko tudi razvija to prepričanje, da je učenec odvisen torej od svojega znanja, svojih sposobnosti in da bo potem tudi uspešen. Zanimalo nas je tudi, torej, kako ocenjujem svoje aspiracije, torej, kako je to povezano z oceno stresnosti in kakšne so pričakovanja staršev na tem področju. Vidite, tu smo označili, da je
torej, ko so učenci ocenjevali svojo aspiracijo, kaj želijo končati, katero šolo, se pravi poklicno, gimnazijo, višjo in tako naprej, da so učenci, ki so dosegali višjo točko na oceni svoje stresnosti, tudi imeli nižje aspiracije. Torej, to je predvsem tale stolpec, osnovna šola, to je, vidite, pardon, tole je slika torej na ordinati je slika dosežka na lestvici ocene stresnosti in najbolj so, torej tisti, ki so najbolj stresni, so rekli, da bi želeli pač končati osnovni cilj, osnovna šola. Drugi temnomodri stolpci so pa njihova učenčeva percepcija, kaj starši od njih pričakujejo. Torej, oni so tudi bili vprašani, kaj pa starši želijo, da bi se končalo in vidimo, da se je zanimivo, torej eni so tisti, ki so zaznavali, da bodo starši od njih pričakujejo osnovno šolo, da končajo, se pravi, so tudi izražali višji rezultat na oceni stresnosti in zanimivo je to, da tudi tisti učenci, ki so videli ali pa vidijo, da starši od njih pričakujejo torej više stopnje, kot je predvsem magisterij ali doktorat. Tudi pri teh ti učenci so izražali višjo stopnjo stresnosti. Torej, zanimivo je ta pričakovanja staršev, kako jih percepirajo pravzaprav učenci, doskrat starši se srečujemo v praksi, trdijo se želim samo, da konča kolikor lahko, ampak očitno je, da tudi učenci lahko določene stvari interpretirajo drugače in zaznavajo te aspiracije na drugačen način, kot mogoče starši mislijo, da jim sporočajo. No, še potem še za konec zanimivost. Sprašali smo jih tudi, kako v povprečju menijo učenju in izdelavi domačih nalog, no to dvoje smo najbolj izpostavili. Vidimo, da je do 1 ure 34% učencev reklo, da porabijo za čas, no in za domače naloge 34% pa torej potrebujo pol ure, do 30 minut. Zdaj seveda ti podatki kažejo tudi na to, da je seveda vsak dan, če zdaj probamo to seštevati, nekje v povprečju 2 uri na dan učenja. Tako da je to vsak dan, pripravljenost na različne predmete, da seveda je ta časovni vidik, da nismo šli v podrobnosti, tako kot prejšnje študije dr. Novakove, bolj ocena, ali zdaj to veliko ali ne, se lahko še možno pogovarjati. No in še nekaj, kar se nam je zdelo zanimivo v tem času, govora o porabi računalnika in mobilnega telefona, se je pokazalo, da porabijo od 30 največ učencev, 30 do 1 ure, no potem pa v drugem mestu so pa koliko manjši procent pa do pol ure, seveda na dan časa. In kar je zanimivo je to, zakaj uporabljajo računalnik in kaj počnejo na teh medijih. Vidite, da jih največ posluša glasbo, sledijo socialna omrežja in pa potem igranje igric. Najverjetneje v smislu sproščanja, tudi glasba zagotovo potem bi lahko rekli načinu sproščanja tega pač dela za šolo. Tako, zdaj, to so glavni poudarki seveda raziskave. Raziskava vključuje še bistveno več stavk, ampak glede na čas, ki sva ga imela na voljo s kolegico, sva odločila se za te rezultate. Mi načrtujemo celotno raziskavo do srede junija, da bi objavili, ker bo dostopno več podatkov, tudi več seveda interpretacij in različnih vplivov in povezav med posameznimi spremenljivkami in še bolj globi uvid v to dinamiko teh elementov, ki vplivajo na občutke obremenjenosti, na stresnosti in seveda bolj konkretnih odgovor in tudi več podatkov. Hvala lepa. Hvala, če se še vprašanje. Ali je še nekaj stavk? Še sam povedati, kako mu naslavljate, da mi mikrofon.
Še gospoda, kako bi na zadnji. Doktor Branko Slivar. Ja, gospoda Slivarja. V bistvu sem vprašanje, bi mogoče lahko sem zdaj to, kar ste vse navali, povzeli, a je slovenska šola zdaj za naše šolarje stresna ali ne? Tako, stres, ko govorimo o stresu, govorimo o optimalnem stresu in je to normalno je, da šola je v tem smislu optimalnega stresa je prisotna. Če pa govorimo o tem, ali je preveč stresna, pa rezultati kažejo, da ne. Moram reči, da stres je prisoten vedno, no, pogledaj, to je logično. In ta poprečna prisotnost, če tako imenujemo tehnično, je zaželjena in je prisotna. A sem jaz prav razumela, ko ste govorili, kdo je bolj pod stresom, oziroma kdo je bolj obremenjen, dečki ali deklice, pa ste rekli, da dečki. Ja. Lahko to malo, mislim, to se mi zdi malo tako, bi pričakovala, da so deklice, ne? Zanimivo, da so rezultati pokazali drugače. Ja, to nas tudi preseneča, zato ker to je Ja, a to še rabite zdaj? Če se vidi presežeta, da ne primitamo. Ne, tega še rada. Prav, če ne rabite, da mi lahko mikrofone ne strpimo. Lahko pa presedate, da ne... Ne, ne strpimo bomo lahko, bo krasno. Da se bo malo stegnila. Ja, takole bo super. To je to. Bravo, Miron. Zdaj jaz nimam presedati. Torej, res je, v naši raziskavi se izkazuje, da so dečki nekoliko bolj obremenjeni od deklic, oziroma ocenjujejo, da doživljajo višjo stopnjo stresa v primerjavi z deklicami. To je tudi nas presenetilo, zato ker tuje raziskave navajajo obratno. Zdaj, razmišljali smo, kaj je pravzaprav razlog tega, pa zdaj kolegice in kolegi z oddelka za razvojno psihologijo rečejo, da spodbujamo, da pri dečkih v naši kulturi spodbujamo, bolj toleriramo živahnost pa agresivnost, medtem ko v šoli pa ta ni zaželena, torej so bolj na nek način to, kar se spodbuja zunaj šole, ta živahnost, agresivnost se v šoli morda bolj zaustavlja oziroma preprečuje in je morda od tukaj doživljanje obremenjenosti. Ampak to je samo zgolj interpretacija, zdaj bi bilo smiselno to razliko raziskovati naprej. Bi pa to opozorila, da statistično ta razlika sicer je pomembna, da pa opozarjajo nekateri avtorji, da je smiselno računati še nadaljne koeficiente, kjer se pa odločamo od tem, ker je to na meji statistične pomembnosti, a dejansko je ta razlika praktično pomembna. Zdaj ta koeficient pa kaže, da ne, da je v bistvu razlika med dečki pa deklicami. Sam 10% je takih, ki imajo različne rezultate, ne, ostali se pa prekrivajo, tako da. Ampak dečki so bolj obremenjeni, Ja. stres se pa bolj kaže pri dekletih. Znaki stresa so pa bolj pri deklicah. Psihosomatski znaki so bolj prisotni pri deklicah. Ja. Torej, različni znaki stresa, rezultat oziroma analiza nam je pokazala, da se grupirajo dve kategoriji. Eno so psihološki pa telesni znaki stresa, na drugi strani so pa negativno-vedenski znaki stresa in tukaj so razlike med fanti pa dekleti velike, pri čemer dečki reagirajo z negativnim vedenjem, deklice pa na ta način, tako da to dejansko drži. Ja, Nataša Lang, Radio Slovenija. Ta raziskava vnovič naslavlja problem velikega števila predmetov v osnovni šoli. O tem že govori zadnja bela knjiga, to, ko se je koncipirala 9-letka, je bil že problem. Kje so rešitve, torej povezovanje, ker to res otroke, če kaj obremenjuje to, da se morajo za 5-6 predmetov za naslednji dan pripravljati. So kakšne rešitve, čeprav vemo, da stroka, če rečeš zgodovinarjem, geografom, da bi se združevali ali pa kaj takega? Rešitve so. Ena izmed rešitev je fleksibilna organizacija časa. V zakonu to že je. Ampak šole ne uporabljajo, jaz ne vem, redke. Ne, mislim, to je problema, ne? Mislim, o tem govorimo. Se strinjam. Torej, sugestija Zavoda za šolstvo je,
organizirajte pouk fleksibilno, torej to, kar je zakonska možnost že, ne, zdaj pa akterji. Vprašanje je, zakaj ravnatelji se tega ne lotijo oziroma zakaj nočejo tega učitelji? To je pa vprašanje za novo raziskavo. Ja. Ravnatelji. Kaj pa zdaj to pomeni fleksibilno, kaj da? Da se urnik prilagaja, recimo, da imajo pol leta otroci zna zgodovino, pa naslednje pol leta geografijo, skratka, da se. In na ta način se v določenem časovnem obdobju število predmetov zmanjša. Recimo kemija, biologija, najprej kemija, pa v drugem polletju biologija, zgodovina pa zemljepis lahko alternira ali pa kakšna druga kombinacija. Uroš Kerl-Kramberger za Dnevnik. Omenili ste, da ste imeli regionalno enakomerno zastopanost vseh šol. A so se pokažale kakšne razlike med okolji, mestno okolje? Teh izračunov pa še nismo naredili. Aha. Tako da, ja. Morda za ministra, pa za gospoda Logaja, a ste iz te raziskave dobili kak signal, da bi bilo treba kaj posebej hitro spremeniti, recimo, ali pa da se boste česa najprej lotili, recimo, ali pa da bi bilo dobro se česa posebej hitro lotili? Hvala lepa. Tisto, kar nam ta raziskava predvsem daje, je to, da glede stresa in obremenjenosti učencev ne operiramo več z mnenji, ampak imamo sedaj jasne podatke, ki nam seveda tudi kažejo trende, če jih primerjamo z mednarodnimi raziskavami in seveda z prejšnjimi raziskavami na tem področju. Torej, to je velik plus za prihodnje načrtovanje izobraževalnih politik. Bi pa rekel še nekaj. Nekatere stvari in se da uvesti hitreje. Kot smo že slišali, obstaja možnost fleksibilnega organiziranja urnika, obstaja možnost interdisciplinarnosti in tako naprej. Zdaj, zakaj šole teh možnosti ne uporabljajo, je seveda neka druga debata, ampak to mora nasloviti tudi nov strateški dokument. Torej, učitelje bomo sigurno seznanili z rezultati te raziskave, seznanili jih bomo z aplikacijo, torej kako se da rezultate te raziskave uporabljati potem v praksi, kaj to pomeni za njihovo delo v praksi, kako lahko že sedaj brez zakonskih ali kakršnihkoli drugih sprememb spremenijo svoje delo, zato da pridemo do tistega, kar se imenuje optimalni stres, tako kot sta raziskovalca iz zavoda že povedala. Nekaj drugega je pa potem tisto dolgoročno načrtovanje, ko pa lahko mogoče še kako zadevo ugradimo v sistem, zato da bi dejansko prišli do optimalnega stresa. Pri stresu pač moramo vedeti. En del stresa je vedno tisti, kot temu rečemo, tudi pozitivni stres, ki pomeni v bistvu motivacijo, je motivator za delo. In seveda v veliki meri, tako kot ga pa ponavadi razumemo, je pa stres seveda negativen, zato ker povzroča in psihosomatske težave in povzroča težave glede samopodobe, obremenjenosti in tako naprej. Gospod Logaja, boste z učitelji kakšno podobno raziskavo naredili? Mislim, ne o stresu, mogoče na kar se tiče učnih načrtov. Torej, učitelji zagotovo bodo vključeni v samo evaluacijo učnih načrtov. Mi se zavedamo, da vendarle v šolskem prostoru gre na eni strani za zaznave, na drugi strani za pričakovanja in dejanske situacije, da imamo ves čas vključene ali vpletene na nek način, torej v proces učitelje, učence in starše, zato se nam zdi pomemben pogled tudi v kurikularne dokumente in potem tisto, kar pa lahko že danes rečem, da potrjujejo rezultati te raziskave, da so razvojne aktivnosti na področju pristopov k učenju in poučevanju, ki jih peljemo že nekaj časa številnimi šolami, tiste, ki bodo zagotovo tudi negativne učinke odpravljale. Generalno pa, tako kot sta kolega ugotovila, smo lahko slovensko šolo zadovoljni.
Gospod Logale, tiste razvojne aktivnosti, ki jih izvajate, lahko naštejete, katere razvojne aktivnosti peljete, ki bodo Torej, ena največjih ali pa najobsežnejših aktivnosti za pristope učenja in poučevanja je zagotovo formativni pristop. To je način poučevanja, način vodenja vzgojno-izobraževalnega procesa, kjer je ključna vloga, torej osredotočenost na posameznega učenca. To zdaj ne pomeni, da bomo imeli šolo z vsakim učencem posebej pa učitelja, ampak pomeni ta personaliziran pristop, da učenca, torej da je aktivni udeleženec pri pouku. Prej smo se pogovarjali tudi o interdisciplinarnem pristopu, fleksibilnem predmetniku. Tu gre še za osmišljanje, torej z avtentičnimi situacijami pri samem pouku, gre za motivacijo, učinkovito povratno informacijo. To je ena taka obsežna razvojna naloga, kjer lahko rečem, da smo dosegli 2/3 slovenskih osnovnih šol. Seveda pa to vežemo tudi z mednarodnimi projekti. Eden od teh se ravno zaključuje, torej naslov nosi Glas učenca, ki je tudi povezan s formativnim spremljanjem. Potem je še en mednarodni projekt, ki se je pred 2 leti zaključil, pa je bil tudi izhodišče za formativno spremljanje, to je ta znani ATS 2020, ki ga je vodila tudi kolegica. V letošnjem letu vstopamo pa tudi v mednarodni projekt s tem, kjer pa gre za pristope na področju naravoslovja in tehnologije, tako da pokrivamo celoten spekter šolskega prostora. Jaz imam še eno vprašanje. V javnosti nekako se pojavlja prepričanje, da je šola vendarle bolj stresna zdaj kot pred 10 leti ali 20 leti. A je to kakorkoli utemeljeno glede na vaše poznavanje področja? To bi lahko z gotovostjo trdili, če bi imeli longitudinalno študijo, pa je nimamo. Torej, rezultatov drugih študij, ki so bile metodološko drugače zastavljene, ne moramo primerjati z našo študijo. Tako da z gotovostjo tega ne moramo trditi. Hvala. Lahko dodamo, da je bila sicer ena študija 10 let nazaj, pri uvedbi 9 let, kot kolega Milekšiča narejena, kjer se zdaj, kot je kolegica povedala, ne da se neposredno primerjati rezultatov zaradi različnih metodoloških pristopov, vendarle pa po tistem, kar poznava, ne bi upal trditi, da je bolj stresna, kot je bila, če bi tako rekel malo bolj diplomatsko, ker seveda težko je zdaj to direktno primerjati. Zdaj, če upoštevamo še ta rezultat naše raziskave, da najbolj stresni dejavnik je ocenjevanje. To je verjetno bilo pred toliko leti enako stresno, kot je v tem, ker pač naslavlja človekovo oziroma učenčevo samospoštovanje. Možnost je, da pač ni uspešen in to soočanje z lastnim neuspehom je vedno potencialna grožnja. Tukaj bi samo še to dopolnila. Direktor je prej govoril o tem, da poučevanje po načelih formativnega spremljanja rešuje tudi to težavo, ker eno izmed načel je poučevanje po načelih formativnega spremljanja je, da učenec pravzaprav se samovrednoti in zelo pomembna postavka je, da tudi imam priložnost svoje znanje izboljševati in ga presojati po opisnih kriterijih. Zdaj to vnaprej znani kriteriji v šolah običajno so 50% za 2, poučevanje po načelih formativnega spremljanja pa predpostavlja vsebinski kriterij, torej znati moram to pa to, drug način samovrednotenja kot procenti na testih. Hvala.